Teniški navdušenci in navdušenke, prav lepo pozdravljeni v projektu Teniško aktivni. Danes se že takoj selimo v Avstralijo, kjer pozdravljamo Tamaro Zidanšek. Tamara, lep pozdrav, dober večer verjetno, ne? Zdravo, ja, dober večer. Kako je trenutno, kakšno je stanje v Avstraliji? Verjetno ste ravno prišli iz treninga. Kako je trenirati v tej res čudni situaciji, ki jo imate tam spodaj? Ja, mislim, lahko rečem, da smo mi imeli mogoče tudi srečo, da vseeno še lahko gremo ven pa 5 ur treniramo, zato ker bi bilo kar zanimivo biti 14 dni zaprt v sobi, ampak vseeno se ne rabimo s tem ukvarjati, hvala bogu, imamo možnost treniranja, kar je super. Ja, na družbenih omrežjih smo videli številne posnetke, kako igralci in pa igralke trenirate v sobah. Kako ste vi na začetku trenirali v sobah, nabijali žogice v okno ali kaj podobnega? Ja, v okno nisem nabijala žogic, ne, malo sem trike izvajala, delala za telo, jaz sem bila vseeno zaprta samo 3 dni, kar je bilo še okej, pol pa smo tako začeli zunaj trenirati. Pa se morda zdaj kaj spreminja, nekateri igralci so bili zelo glasni, da tako ne gre več naprej, vendar pa, kolikor vem, Avstralci ostajajo trdni pri tej karanteni in vseh ostalih povezanih stvareh. Ja, mislim, da so da je prav, da so, zato ker so vseeno, prebivalci Avstralije, recimo zdaj te Viktorije, dosti časa preživeli v karanteni, zato da je situacija zdaj taka tu, kot je, in da bi zdaj za nas naredili neke izjeme, ne bi bilo fer do njih, ne bi bilo prav in vseeno, tudi če se gre za Australian Open pa za tak velik event, se moramo držati pravil, ki jih postavlja, Viktorija. Ja, vaš trener Zoran Kranjc je dejal, da je to zdaj čas tudi, ko lahko delate veliko na mentalni pripravi. Sta delala vidva kaj posebnega zdaj, torej tudi izven igrišča? Um, na mentalni pripravi mogoče tudi, mišljeno v tem smislu, da delaš dosti sam s sabo. Ne vem točno, kaj je on mislil, ampak, ja, večino časa preživiš v sobi in si sam s sabo in lahko delaš stvari, ki jih mogoče drugače nimaš toliko časa za delati. Več časa se posvečaš sebi, tuhtaš o stvareh, ja, mislim, meni grejo po glavi vse žive stvari, meni ne bom rekla, da mi je dolgčas. Morda tudi kaj berete, imate s seboj kakšno knjigo, kaj posebnega? Ja, mislim, berem, gledam televizijo, počivam, delam vaje, kot fitnes, telesna priprava, tako da se vedno najde. Ja, prejšnji teden je bil vaš trener torej izbran tudi za najboljšega trenerja v letu 2020 v Sloveniji. Sta se kaj pogovarjala o tem, kaj je dejal o tej nagradi? Ste bili tudi vi ponosni na to nagrado? Nisva se pogovarjala, po pravici nisem niti sem zasledila kasneje, kak dan, ampak nisem nekako sledila tem, dogodkom, zato ker je malo čas pomešan, pa tule v karanteni se vse izgubi, ampak ja, mislim, da Zoki si itak zasluži to nagrado, sem ponosna, da imam takega trenerja, kot je on. Ja, zdaj skupaj torej trenirata, 5 ur na dan imata časa. Kako dolgo bo to še trajalo? Kakšno je trenutno torej stanje glede treningov? Ja, danes je ponedeljek, se pravi torek, sreda, četrtek, petek, sobota, peti dan, v bistvu je konec karantene, se nadaljuje normalno življenje, gre vsak po svoje, vsak v svoj hotel, apartma, bilo kam in potem normalno poteka, tako da, tako kak je bilo znano lani pred celim lockdownom, pa ko je šel svet, popoln ko se je svet popolnoma ustavil, tako da bomo izkusili malo spet starega življenja, kako je bilo, tako da to je tudi ena dobra stvar. Kako pa izgleda morda, to nam lahko zdaj opišete dan? Torej, najprej ste v hotelu, to vemo, pa potem pridete nazaj po treningu v hotel. Kako pa je vmes? Kaj je tisto, kaj delate, da izkoristite vseh teh 5 ur zunaj? Najprej imamo uro pa pol kondicije, potem pa takoj 2 uri tenisa, kar načeloma ni glih idealno, ni lahko, ampak, ja, uro pa pol kondicije, kjer pač pride zraven resen trening plus ogrevanje,
Vse je bolj sproščeno, ne moreš se ubiti, ne, zato ker greš pol na tenis. Pol pa 2 uri tenisa, ki sta zelo intenzivni, zato ker tam ob strani čakajo pa gledajo na uro in ti rečejo: "Že 2 minuti imaš, da končaš s treningom." Tako da ja, mislim, probamo s čim manj pavzami igrati, zelo intenzivno treniramo za rančo, tako da treningi so zelo dobri, no. Koliko je pa tega druženja samo za rančo ali je še kaj posebnega? Takoj, če bi hotel iti nekoga drugega pozdraviti, že letijo za tabo, da ne smeš nikamor, se pravi, smo jaz, Zoran, Aranča in od Aranče trener in te en pospremi iz avta do tvojega fitnesa, te en pospremi iz fitnesa na igrišče, iz igrišča tam, kjer ješ, se pravi, nikamor pač ne smeš iti, tako da je vse zelo striktno, no. Tako Ja, da bolj se pozdravljamo tako, da se deremo en drugemu pa tako. ja, kmalu pa se bodo potem začeli tudi turnirji. Kako bo sploh potekalo, kar se tiče turnirjev, do začetka odprtega prvenstva Avstralije? Ja, tu sta 2 turnirja, ki sta istočasno potekata. Pa zdaj so naredili še en turnir, za tiste, ki so v striktni karanteni bili, so še, ker pač ne bi bilo fer zdaj, mi treniramo na polno, oni pa v sobah zaprti. Po pravici povedano, še sama ne vem, kako bo to izgledalo. Tako da, ne vem, v bistvu je zelo specifična situacija in bomo mogli samo slediti toku pa videti, kaj se bo zgodilo. Ja, veste pa, kako je bilo na prvem letošnjem turnirju v Abu Dhabiju, kjer ste igrali zelo, zelo dobro. Kaj vam ta turnir pomeni za nadaljevanje sezone? Verjetno veliko optimizma za naprej. Ja, mislim, lepo je začeti sezono z zmago nad eno igralko, ki je lani naredila velik preskok. Potem pa še z eno zmago potrditi to. Tako da ja, mislim, da je lahko to lepa osnova za naprej tudi z mentalnega vidika. Tako da gremo samo naprej. Je še veliko stvari za izboljšati, kar je lepo vedeti, da nisi dosegel še svojega limita. Za konec, čisto takole mimogrede, tule v Sloveniji nas zelo zebe, kako pa je pri vas v Avstraliji? Ja, danes je bilo zelo, zelo vroče. Popoldan je bilo 39 stopinj, ko sem pogledala na aplikacijo. Sem naredila screenshot, sem poslala domov. So mi rekli nekje, da bo tudi mogoče celo snežilo. Tako da ja, ampak ko sem je šla ven, je bilo pa se je shladilo. Tako da jutri je dež napovedan, tako da zelo melbournsko vreme, zato ker tu je lahko v enem dnevu 40 stopinj, pa še v istem dnevu 20 stopinj. Drugače pa toplo, fajn je, ker je dolgo dan, da lahko greš ven v kratkih rokavih, pa ne rabiš skrbeti, da bi te zeblo, no. Ja, hvala lepa in srečno na prihajajočih turnirjih. Hvala.